Pozdravljeni, lepo pozdravljeni v moji družbi. Z vami sem Teja in z vas bom pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec marec 2021. Zdaj, preden začnemo, bi rada samo še poudarila, da so to splošne napovedi, zato ni nujno, da vse namenjeno točno tebi. Spremi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tvojim željem, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Zdaj tako, s temi kartami bomo pogledali splošne energije za mesec februar, zato da vidite, kaj se je v mesecu februarja dogajalo takega, kar je bilo pomembno za vas in kako se bo potem nadaljevalo v mesecu marcu. Potem pa bomo pogledali še za vsak teden v mesecu marcu posebej. Ok, kot splošna energija meseca februarja imamo sedmico mečev, prvi teden marca imamo osmico kelihov, drugi teden marca imamo sodbo, tretji teden marca imamo paža novcev in četrti teden marca imamo štirico kelihov. Ok, zdaj s temi kartami bomo pogledali konkretne dogodke, kaj se bo dogajalo, da boste nekako čutili te energije. In, tle imamo pa še enkrat sodbo, zanimivo, ok. Spravi, vaš mesec februar bo nekako, vas bo ful usmeril k temu, da v bistvu postanete neka boljša verzija sebe. In nekako splošna lekcija meseca marca pa je, da se znebite nekih bremen. Ok, dajmo pogledati februarja. Februarja, mislim, da je imel tudi strelec to isto karto na tem mestu, ampak nisem sigurna. Ok, februarja je videti, da ste na nek način imeli ful nekih obremenitev in kot da ste hoteli ful stvari dokončati ali pa ful stvari nekako si pridobiti, nekako si izboriti in tle ste recimo porabili dosti energije. Dajmo pogledati, kaj se je dogajalo točno. Tukaj imamo kralja palic, dvojko palic in šestico kelihov. Torej, kot tukaj vidim, ste v bistvu v februarju dobili neko samozavest, neko željo po spremembi vaše prihodnosti, po izbiri neke boljše poti. In tukaj se vam je tudi neka nova pot odprla v mesecu februarju. Zdaj, ta pot je nekako zelo nestabilna delovala, nekaj verjetno v zvezi s preteklostjo, nekaj, kar ste mogoče v preteklosti že začeli, ampak se nekako ni šlo in ste nekako pol vseeno šli v to, izbrali ste vseeno to pot, vrnili ste se v preteklost. To pomeni, da ste lahko mogoče v preteklosti imeli nek odnos z neko osebo in ste potem se spet stopili v kontakt z njim ali pa s to osebo. Na nek način ste se vrnili nazaj, da bi nekaj dokončali, kar v preteklosti niste še zaključili. Mogoče kaj takega. In dajmo pogledati, kaj so bile lekcije. Ja, tukaj imamo karto zaljubljenca in karto zvezda. Torej, v februarju ste nekako našli tisto nekaj iz preteklosti, kar vam je dalo neko novo upanje. Neko upanje po nekem večjem dosežku. Zdaj, če sam še 17 plus 6 je 23, to je 5. Ja, in s tem ste hkrati dobili tudi neko novo znanje glede na vašo situacijo ali pa vaše življenje. Evo, to je recimo za mesec februar. Dajmo zdaj pogledati, kaj se bo dogajalo v mesecu marcu. V prvem tednu marca videti, kot da se boste od nečesa umaknili. Zapustili boste neke klasične, neke stvari, ki so nekako samoumevne in se boste podali proti nečemu novemu, nečemu bolj. Jaz tukaj vidim, da se boste predvsem zanašali na vašo intuicijo in nekako ful sledili temu, kaj vam bo vaša intuicija govorila. In nekako boste spustili te neka pričakovanja ostalih in se podali proti svojim pričakovanjem, proti svojim ciljem. Vidimo, kaj se bo dogajalo. Ja, tukaj imamo cesarja, imamo viteza palic in imamo dvojko novcev. Torej, vidite, da boste v začetku marca nekako stabilno, ponosno stali za svojimi dejanji, ampak tu se še vedno vidi neko oziranje v preteklost. Nekaj iz preteklosti boste še vedno hoteli razrešiti in to vam bo v bistvu nekako povzročilo neke dvome oziroma nekako boste probali uravnati to nekaj iz preteklosti, boste želeli prinesti v sedanjost oziroma, kako bi rekla, nekako nekaj iz preteklosti boste hoteli nadgraditi. In tukaj boste kolebali, ker mogoče ne boste vedeli, kako bi se tega sploh lotili. Zdaj, kot lekcije imamo trojko novcev in karto stolp.
Jaz mislim v bistvu, da s tem, ko se boste vi želeli povezati s to stvarjo iz preteklosti in ustvariti neko harmonijo, se bo s tem hkrati zgodil nek dogodek, ki ne bo preveč simpatičen. Karta stolp vedno nakazuje na dogodke, ki na nek način porušijo to, kar smo do zdaj zgradili. Ampak ta karta je v bistvu vedno dobra, zato ker poruši samo tisto, kar več ne funkcionira. In mogoče se vam bo v prvem tednu zdelo, da vam stvari uhajajo iz rok, ampak ko se bo prah polegel, boste videli, da je v bistvu to nekaj najlepšega, kar se vam je lahko zgodilo. Zdaj, tukaj bi vam še svetovala, da v bistvu nekako ostanete zbrani na ta vaš fokus, da imate to vašo željo v mislih in da enostavno plujete s tokom in da sledite tem dogodkom, ki se odvijajo, tudi če vam mogoče niso všeč. Zakaj? Zato, ker tukaj imam potem v drugem tednu karto sodba in ta karta je zelo dobra. Ta karta nakazuje, da se rešite nekih da se rešite v bistvu tega, kar ljudje pričakujejo od vas, ali pa življenje, kar nekako okolica pričakuje od vas, da najdete nek vaš notranji potencial in da nekako zablestite v tem, kar ste. Da vidimo, kaj se bo dogajalo. Tukaj imamo kraljico kelihov, as novcev in karta svet. In tukaj se še vedno vidi, da se boste še vedno nekaj ozirali v preteklost. To iz preteklosti boste negovali, boste zelo pazili na vsak korak, boste zelo čustveni, sočutni, nežni in nekako boste to osebo, to situacijo res prijemali z rokavicami. Nekako tak imam občutek, da boste res pozorni na vsak vaš korak. In se pa tukaj zgodi, da bo potem nekje sredi drugega tedna, da boste dobili neko pomoč. Lahko je to recimo nek finančni priliv, lahko je to kakšna materialna stvar ali pa neko novo znanje, ki vam bo pomagalo v bistvu stopiti naprej in to iz preteklosti nekako pripeljati do nekega lepega zaključka oziroma do neke celote. Nekako boste prišli do tega, da boste to iz preteklosti nekako uspeli zaključiti. Dajmo pogledati, kakšne so lekcije, da vidimo. Tukaj imamo karto svečenik in štirico mečev. Ja, torej točno to, s tem, ko boste prejeli to neko znanje oziroma to bo nekaj pomembnega v življenju. To, kar boste dobili v drugem tednu, bo za vas pomembno in vam bo dalo neko novo znanje ali zavedanje. Zdaj, karkoli to je, kot ste rekla, lahko to je finančni priliv, lahko je to neka nova ponudba, lahko je to neko novo znanje, vam nekdo nekaj posreduje, neke informacije, take konkretne. In vse to vam bo dalo v bistvu neko moč, da odkrijete da najdete nek zaklad, ki ga imate že v sebi ali pa že v vašem življenju, da nekako to v bistvu nadgradite, ali kako bi rekla. Je pa pomembno tukaj, da ne delate nobenih konkretnih akcij, nobenih konkretnih sprememb. Ta teden bo nekako bolj miren, dogajale se bodo stvari okoli vas, ampak dajte to bolj sam sprejemati in te podatke analizirati, nekako jih analizirati in potem v bistvu v njih najti neko večjo vrednost. Ne delati nekih konkretnih korakov v smislu, da ne dela. Zdaj, seveda, če pride priložnost, ne boste se bremzali, ampak tukaj ni nekaj, da bi šli vi v akcijo, da bi vi v bistvu delali neke konkretne korake. Dajte bolj v bistvu plavati skupaj s tokom in vse, kar se dogaja, nekako poskusiti analizirati in najti nek smisel v vsemu temu. Zdaj, v tretjem tednu se potem tukaj pojavi neka oseba. To je lahko oseba, lahko tudi nek tak projekt, ki bo nekaj novega. Se pravi, tukaj se ukvarjamo s preteklostjo in tukaj nekaj iz preteklosti zaključite. To ne pomeni, da bo zdaj ta oseba šla proč iz vašega življenja, ampak mogoče zaključite samo neke lekcije, ki so pomembne. Nekaj se naučite od te osebe ali pa to osebo vi nekaj naučite ali pa pač ta projekt nekako pripeljete do neke končne ali pa do neke stabilne oblike, recimo. In potem tukaj v tretjem tednu se odpre neka nova priložnost. Mogoče pride neka oseba, ki bo na nek način lahko deluje neizkušena, ampak bo vedela točno, kaj hoče in bo imela tudi neka konkretna dejstva. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Ja, štirka kelihov obrnjena, trojka kelihov in karta zvezda.
Torej, tukaj se lahko zgodi, da pride, ja, ta oseba bo prinesla neko priložnost, bo samo prinesla neko priložnost, ki pa se vam ne bo zdela tako všečna. Nekako boste še vedno, jaz mislim, da boste tukaj nekako premlevali o nekih stvareh, ki jih že imate v življenju ali pa nekih projektih, osebah, nekako boste tukaj, vidim, da boste nekako razočarani nad tem, kar se bo dogajalo v vašem življenju, nekako se vam bo zdelo vse ne brez smisla, ampak nekako ne boste našli smisel v nobeni neki pravi poti. In pol se vam bo odprla neka nova pot, ampak je videti, da je ne boste takoj opazili. Zdaj, kaj je ta neka nova priložnost? Ko tukaj vidim, je ta priložnost v bistvu to, da nekaj vam bo pomagalo, da to, kar že imate, se pravi, da nekaj, kar že imate v življenju, da ne vem, kako bi to opisala. Torej to, kar vi zdaj gledate tle neke priložnosti v tretjem tednu, ne? Neke priložnosti, neke osebe so to lahko, pač karkoli. In nobena od teh priložnosti ni tako dobra, da bi bila, to je to. Vse so nekako tako, imajo pluse, imajo svoje minuse in pol pa se bo zgodilo nekaj, bo prišlo v vaše življenje, kar mogoče ne boste takoj opazili, ampak to vam bo pomagalo, da vse te tri stvari oziroma pač teh več možnosti združite v neko celoto. Da v bistvu našli boste način, kako več oseb ali pa več projektov ali pa več nekih poti združiti v eno samo pot. Zdaj recimo en primer, ki je edini, ki mi pade na pamet, je, da recimo imaš več nekih hobijev in potem noben od teh hobijev ni tisti, da bi rekel, ok, to pa je to, kar bi jaz delal v življenju, ampak potem se zgodi nekaj, nekdo nekaj ti prinese, nekdo nekaj ti pove, nekdo ti da pač neka oseba bo prišla, ki vam bo mogoče dala neko znanje ali pa neko novo idejo, nekaj ali pa nek predmet, s katerim boste potem lahko vse te tri hobije v bistvu združili v en hobi, v en posel, v eno poslovno idejo. Recimo zdaj, če so tukaj tri osebe, ki nekako kolebate med njimi, in ena je tako, ena je taka, potem bo prišlo v bistvu recimo neka situacija, neka stvar se bo zgodila, nekaj boste dobili, da boste lahko v bistvu te tri osebe, kljub temu, da mogoče se prej ni zdelo, da bi jih lahko pač ni nujno, da so tri, ne, lahko so tudi samo dve ali pa jih je pet, ampak boste nekako uspeli združiti to v neko celoto. Se pravi, te osebe boste uspeli povezati na tak način, da bodo začele med sabo sodelovati, da ne bo med njimi nekih prepadov, ampak da bodo začele sodelovati skupaj z vami. Nekako tako imam tak občutek. In vse to vam bo dalo upanje, da dejansko lahko v življenju nekaj dosežete, kar se tega tiče, da vam to lahko odpre neko novo pot. Tukaj je videti, da boste našli neko novo upanje in v bistvu boste veseli nad tem, da ste uspeli združiti nekaj, kar se vam je mogoče zdelo nezdružljivo, ampak ste našli neko celoto, nekako ste našli tukaj neko harmonijo in ravnovesje. Dajmo pogledati lekcije. Tukaj imamo trojko palic in dvojko kelikov. In ja, tukaj dejansko bi jaz rekla tako, da je vaša lekcija to, da te tri stvari združite v eno. Da imate fokus, s tem, ko boste vi imeli fokus od tega, kar želite, bo avtomatično boste našli tisto pravo pot. In pomembno je, da tukaj pridete do te neke združitve. In ta združitev je lahko v bistvu ravno to, ta enotnost, ta združitev vaše želje. In v bistvu ta karta lahko predstavlja tudi združitev z vašim višjim jazom. Vaš višji jaz vas vedno pelje po poti, ki je najboljša za vas. In enkrat, ko se povežete s tem vašim višjim jazom, je dosti lažje v bistvu krmariti skozi življenje. In jaz bi rekla, da tukaj s tem, ko boste vi našli, kako združite tri stvari, boste v bistvu nekako našli to vaše poslanstvo in vaše poslanstvo je direktno povezano z vašim višjim jazom, ker vaš višji jaz vas vedno usmerja proti vašemu poslanstvu. Zdaj v četrtem tednu imamo spet štirko kelihov, to je ponovno ta karta, ampak tokrat je drugačna, če pogledamo tukaj, to je bilo prej narobe, samo da si jaz najprej pogledam.
Ja, jaz mislim, da boste pol četrtem tednu šele spoznali, kaj je bila ta priložnost, ki je prišla k vam in je niste opazili. Sicer boste podzavestno še vedno nekako, boste podzavestno še vedno nekako sledili tej opciji, ampak šele v četrtem tednu se boste zvedeli, kaj je ta priložnost dejansko naredila za vas in za vaše življenje. Nekako tako. Dajmo pogledati, kaj se bo dogajalo. Imamo devetico mečev, petico palic in kolo usode. Tukaj videti neke konflikte. Jaz mislim, da dosti ovnov v bistvu tukaj sploh ne bo prepoznalo te priložnosti, kot sem pač te priložnosti, ki sem prej rekla. Dosti ovnov je sploh ne bo opazilo, ampak boste vseeno uspeli nekako izpeljati življenje oziroma to situacijo tako, kot ste si zamislili. Ampak v četrtem tednu boste nekako spoznali, kaj je bila ta opcija in nekako boste čutili neko obžalovanje, da mogoče že prej tega niste uspeli videti. Tle vas moram opozoriti, da je v bistvu vseeno. Tukaj nima smisla, da se nekaj obremenjujete s tem, kaj se je zgodilo in če ste izkoristili to možnost na najboljši način ali ne. To bodo samo neki vaši notranji konflikti, ker tukaj se potem konec meseca zgodi nekaj, na kar sami ne morete vplivati. In karte obrnejo na pravilno, kar mi nekako pomeni, da boste v vsakem primeru dobili tisto, kar si zaslužite. In tukaj nima smisla obžalovati karkoli, ker se bo na koncu nekako vse šlo tako, kot se mora. Pomembno je samo, da to prepoznate, ne. Recimo nekateri ovni mogoče še vedno ne bodo prepoznali te opcije in potem lahko to spremembo usode doživljajo na nekoliko drugačen način. Ampak vaša lekcija je tukaj, da ostanete pozitivni. Torej ne se preveč vdajati s tem strahovom, konfliktom, ne preveč premišljevati o preteklih odločitvah in kaj bi lahko naredili boljše. Tukaj je bolj pomembno, da v bistvu sprejmete, da ste se odločili tako, kot ste se, in od te izkušnje izvlečete vaš maksimum. Ker potem se bo nekaj spremenilo, nekaj se bo nek dogodek vas bo peljal v neko drugo smer. Samo da vidimo še, kaj je točno tale kolo usode tukaj. Kaj predstavlja ta kolo usode? Okej, ja, pač v četrtem tednu je res pomembno, da ne dovolite, da vas ti dvomi in strahovi obžalovanja ali pa premišljevanja o tem, kaj bi lahko naredili v preteklosti boljše, da vas ne preveč potlačijo dol. Zato, ker ta dogodek, ki se bo zgodil konec meseca, bo v bistvu v vas dvignil vse te strahove na površje. In se boste s temi strahovi mogli soočiti. Zdaj, če se boste preveč predali tem strahovom, vas lahko ta dogodek čisto sesuje in nekako težje se boste pobrali po njem. Zato je res pomembno, da ste tukaj pozitivni, optimistični in ko pridejo te situacije, ko se zgodi ta nek preobrat in se bo zgodilo nekaj, da boste začeli, da bodo prišli ti strahovi gor na površje, ta negativna čustva. Pomembno je, da se z njimi soočite in da se zavedate, da je to bilo v preteklosti tako. Saj tle smo imeli nekaj. Zdaj sem se pa jaz malo izgubila. Okej. Pač pomembno je, da nekako se soočite s temi strahovi in se zavedate, da preteklost v bistvu nima nobenega vpliva na vašo prihodnost. Če ste v preteklosti karkoli, da vam ni uspelo izpeljati, ker ste se predali strahovom, ne pomeni, da se bo to dogajalo vedno. Pač tukaj je res pomembno, da boste ostali nekako fokusirani na vašo željo in da ne podležete strahovom, da se podate izven cone udobja, da prisluhnete tem strahovom in da razmislite, če so sploh te strahovi realistični ali so zgolj plod neke vaše domišljije zaradi nekih slabih preteklih izkušenj. In jaz bi rekla, da ko se vam začnejo dogajati te spremembe konec marca, da v bistvu ne delate nobenih konkretnih akcij, kar se tiče, da bi zdaj šli, da bi delali neke korake naprej. Bolj je pomembno, da se ustavite in da tukaj nekako preučite vsa ta čustva, ki prihajajo na površje in se z njimi na nek način soočite. Šele potem boste pripravljeni, da greste na to pot. Ker ta pot, kot se mi zdi,
se odpira nekaj lepega, se odpira nekaj močnega za vas. Ja, nekako boste dobili to neko samozavest, neko odločnost, ampak samo tisti ovni, ki boste sposobni v bistvu premagati vsa ta negativna čustva. Nekako tako bi rekla. Ovni, hvala, ker ste bili v moji družbi. Dajte priča kaj čez mesec pogledati, ker kadar se začne naše življenje odvijati, nam je potem lažje pogledati, pač poslušati napoved in jo nekako preslikati v te dogodke, ki so se že zgodili, in potem tudi za prihodnje tedne je lažje nekako predvideti, kaj se bo zgodilo in kako se bo situacija odpletla. Če ne prej, dajte priti vsaj enkrat sredi meseca malo pogledati, kaj se točno dogaja, kako sledite tem energijam, zato ker res bi bilo tle dobro, da premagate te strahove. In jaz mislim, da bodo te strahovi kar močni, ampak to so vse strahovi so samo neka iluzija, ki jo imamo zaradi nekih preteklih izkušenj, in v dosti primerih so nesmiselni. In to je to. Hvala vsem ovnom, hvala vsem, ki lajkate, komentirate, in hvala vsem, ki tudi donirate. Z vašo pomočjo smo že uspeli nadgraditi kvaliteto na malo boljši nivo. Nismo tam, kjer bi si še želela, ampak počasi, korak za korakom prihajamo do tja. Ovni, se vidimo potem čez en mesec v novi napovedi.